Dolg je bil zimski premor, v katerem pa so se ekipe in dirkači slovenskega državnega prvenstva v reliju trdno pripravljali na začetek sezone z letnico 2024. Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci ponovno v reportaži Avtoportreta.si. Skupaj bomo letos spremljali dirkače in posadke v reliju in gorsko-hitrostnih dirkah, da vidimo, kdo bo letos postal prvak in se s tem okronal z nazivom najhitrejšega v Sloveniji. Lani je to uspelo Roku Turku in Blanki Kacin. Kaj pa letos? Poglejmo si v reportaži z 12. relija Vipavska dolina. Na hitro si osvežimo dogajanje lanske sezone. Omenjena posadka Turk Kacin je zmago v razvrstitvi državnega prvenstva osvojila na 6 dirkah od 7. Rok tako ostaja nepremagljiv že vse od sezone 2017 in se je z nizom 6 zaporednih naslovov izenačil z Darkom Peljhanom na lestvici najuspešnejših slovenskih relistov. Drugi v lanski sezoni je bil prvak divizije 2 leta 2021 Marko Grossi. Skupaj s sovoznico Taro Berlot sta se dobro spopadla v njeni prvi sezoni z dirkalnikom razreda R5. Tretje mesto je osvojil Darko Peljhan. Veteran iz Idrije še vedno vztraja in redno osvaja stopničke skupaj z Matejem Čarom v predelanem Volkswagenu Polo. Po slabšem začetku sezone sta Jan Medved in Izidor Šavelj pridno nabirala točke in osvojila 2 zmagi ravno takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Zadržala sta prednost in osvojila naslov divizije 2 pred Markom Škuljem in Urošem Ocvirkom, ki sta v sredinskem delu sezone utrpela tehnične težave. V prvi diviziji sta bila na vrhu 2 avtomobila Opel Adam Cup. Martin Čendak je s 5 zmagami slavil naslov z veliko prednostjo pred Domnom Slejkom. V diviziji 3 pa je kljub temu, da na zadnjih 2 dirkah ni osvojil točk, naslov pripadal Maticu Humarju 45 točk pred Miho Mušičem. Sezona 2023, tako kot prejšnja, vsebuje 7 dirk, a z eno razliko. Relijina Delta bo nadomestila čisto nova preizkušnja. Reli Dolina zelenega zlata v okolici Žalca konec avgusta. En teden pred relijem Vipavska dolina pa smo imeli priložnost spremljati 3 naše posadke na reliju Hrvaška, 4. dirke v sezoni VRC. Kako so to posebno izkušnjo doživeli Rok Turk, Aleš Zrinski in Jan Medved? Ja, VRC po Hrvaški je za nas minil, bom rekel, tak nekaj, kot smo si zastavili. Pred dirko smo si zastavili, bom rekel, nek določen tihi cilj, neke določene stvari, ki bi jih radi speljali. V petek smo se držali tega plana in ga pripeljali do nedelje. Na koncu je, bom rekel, rezultatsko je šlo tako nekako, bom rekel, kot smo si želeli, mogoče še celo malo nadpričakovanih glede na vso konkurenco. Ja, VRC je posebna zgodba, ne. V bistvu je bilo grozno naporno vse skupaj. V enem tednu naredi 4500 km, od tega praktično 2000 v dirkalnem avtu. Spanja je zelo malo, ovinkov je zelo veliko. Ja, to je bila ena taka zanimiva izkušnja. Taka težka dirka, dolga, polna peska. Da smo se kar po mojem dosti naučili, fajn navozili in res je ena lepa izkušnja. Kot že omenjeno, so za ekipami dolge priprave za začetek novega dirkaškega leta, ki so potekale vse od novembra lani. A seveda se vsaka ekipa drugače pripravlja na prvi rally sezone. Ja, pripravljali smo se res kar intenzivno, sploh kar se tiče logistike, finančne situacije in vsega. Rally v Zagrebu, VRC dirka, to zahteva res en velik finančni zalogaj in zalogaj logistike in vsega, kar sodi zraven. Kakšne so pričakovanja pred letošnjo sezono? Mislim, sigurno cilj pa plan je najvišja stopnička v diviziji 2. Tega smo probali tudi držati, pa bomo pa videli, kako bo šlo tekom sezone. Pričakovanja so sicer, kot sem že stokrat povedal, sigurno ne, da bom premagal to dirko že Roka Turka. Sicer mu bom probal slediti in pride čim bliže. Rok mi tudi tukaj veliko pomagal, tako da upam, da bo dobra borba in pa da prideva oba srečno v cilj. Glede na zmožnosti EMŠO in vse, je v bistvu tema, da se bova probala pač skozi sezono boriti za stopničke kakšne in to je nekak cilj. Kakšnih grozljivih ambicij nimava, ampak si pa želiva, pač iz Škoda moram povedati, pač
se čist drugače pelje kot Fiesta in da moram veliko prilagoditi v vožnji in zdaj se ukvarjamo s tem. No. 85 posadk se je prijavilo na dirko, sestavljeno iz 10 hitrostnih preizkušenj, v dolžini skoraj 100 km. Med njimi 8 dirkalnikov najmočnejšega razreda Rally 2 oziroma R5. Kar 20 posadk je štartalo v diviziji 2 in 17 v diviziji 1. Med njimi pa ni bilo prvaka slednje Martina Čendaka. Prav tako smo pogrešali Matica Humarja, prvaka 3. divizije, ki je v Vipavski dolini štela 5 posadk. Začetek dirkaškega dogajanja smo torej pričakali v petek popoldne z uradnim testom oziroma shakedownom. Tam dirkači še zadnjič pred dirko preizkusijo cesto, nastavitve na dirkalniku in se mentalno pripravijo na pravi štart. Ta je bil v petek zvečer v Ajdovščini, zdaj že tradicionalnim nočnim superspecialom. Kot ponavadi se je zbrala velika množica navijačev, da bi spremljali drsenje in akcijo po ulicah mesta. Že zelo hitro smo videli prva vrtenja in skoraj rekordno hiter odstop Andreja Fačina, ki so ga takole potisnili z ceste. Težave so sledile tudi za Aljaža Bratoža in Roka Gomizelja v Renaultu Clio, ki sta superspecial predčasno končala zaradi okvare motorja. Posadka bi se borila za najvišja mesta v diviziji 1. Tam je bil na 3,8 km dolgi preizkušnji najhitrejši Jan Mravlje, 2 sekundi pred Domnom Slejkom. Simon Mlinar, prvak divizije 2 leta 2020, že 5 let vztraja starejšo generacijo dirkalnika Peugeot 208 R2. Ta mu je na superspecialu tokrat odpovedal in tudi on je predčasno zaključil s hitrostno preizkušnjo. Kmalu za njim je štartal Jan Medved, ki rally v Vipavski dolini nima v dobrem spominu, potem kar se je dogajalo lansko leto. Tudi tokrat z novim dirkalnikom Opel Corsa Rally 4 ni imel sreče. Zaradi tehnične okvare je izgubil več kot minuto. Ja, žal se nam je zgodila ena taka banalna stvar. Je objemka počela od cevi od turbine. Nažalost, potem ni bilo turbine, cel super special. To je seveda izkoristil Škulj, ki je za 5 sekund in pol ugnal Bratina v diviziji 2. Očitno Vipavska dolina medvedu ni usvojena, a bomo videli tekom sezone, če se zgodovina ponavlja. Na progo so zapeljali še dirkači v najhitrejših vozilih. Nihče ni bil kos času posadke Turk Kacin, ki sta superspecial odpeljala v 3 minutah in 13 sekundah. 5 sekund zadaj sta končala Marko Grossi in Tara Berlot, 9 sekund zadaj pa italijanska posadka Laurenčič Mlakar. Dirkači so se potem, ko so dirkalnike zapeljali v servis in Park Fermé, odpravili na zaslužen počitek. Soboto zjutraj so se posadke odpravile v Višnje na štart drugega brzinca dirke, malo pred 9 uro zjutraj. Tokrat je bil vrstni red klasičen, z razliko od superspeciala. Turk je torej prvi zapeljal na cesto, kar zanj ni predstavljalo nobene ovire. Prednost je povečal na 15 sekund. Prav tako je Škulj izdatno povečal prednost v diviziji 2. Nič še nismo rekli o 3. diviziji, kjer je Vase Miklavčič izgubil enega izmed tekmecev za zmago. Drugemu superspeciala Robertu Kresniku je namreč odpovedal menjalnik. Na dokaj slabši način pa se je dirka končala za Reneja in Aljaža Černigoja, ki sta nesrečno odstopila med drevesi. Druga hitrostna preizkušnja jutranjega kroga je bila planina. Posadke na vrhu so samo povečevale prednost in izkoriščale težave drugih. Martin Štucin je do tega trenutka držal odlično drugo mesto divizije 2, ko je motor na njegovi Fiesti Rally 4 nehal delovati, kot bi moral. Prispel je do cilja brzinca, a kasneje odstopil. Organizatorji so Williamu Prodonu, ki je vozil za njim in bil oviran, popravili čas. Prav tako z drugega mesta, vendar v prvi diviziji je težave utrpel Jan Mravlje s Honda Civic, kot Štucin je tudi on imel okvaro motorja. Domen in Klara Slejko sta bila po uvodnih 3 preizkušnjah že v gromozanski prednosti 48 sekund in pol. Čeprav njegovi časi niso bili blesteči, je Janu Medvedu uspelo splezati iz 19. na 6. mesto divizije 2. Bi pa skoraj povzročil nesrečo, kot lahko vidimo. Tudi tukaj je Mark Škulj po drugem prehodu Višen že v prednosti skoraj minute pred Borutom Bratinom. Že tako neštevilčna divizija 3 je izgubila še eno posadko. Tadeju Desardu in Manci Kačič je na Citroenu C2 odpovedal motor, kakopak. Vse do te točke sta Rok Turk in Blanka Kacin osvojila vse 4 brzince. Seveda pa se v rallyu kaj hitro zgodijo nepredvidljive stvari. Na Hyundaiu i20 aktualnih državnih prvakov je odpovedala turbina
in dirka se je s tem popolnoma postavila na glavo. Italijan Federico Lovrenčič je dobil 5. preizkušnjo, Turk je za njim zaostal kar 40 sekund. V vodstvu sta bila na polovični točki te dirke tako Marco Grossi in Tara Berlot, 13 sekund pred Lovrenčičem in Turkom, za katerega dirka še ni bila čisto izgubljena. Vsaj tako se je zdelo na prvi pogled. Preden so se mehaniki lahko lotili popravila, je sledil daljši regrup v Vipavi, kjer posadke niso imele drugega dela, kot da se odpravijo na kosilo. Ob 2:30 popoldne so mehaniki iz ekipe Turka in Kacinove pričakali posadko, ki sta avto potisnila do časovne kontrole. Hitro so se lotili dela, ki pa ga je bilo več, kot bi si oni želeli. Kmalu je postalo jasno, da se bo popravilo zavleklo. Kljub temu, da je Hyundai zakadil servisno cono, se je Rok Turk z upanjem, da so težave odpravljene, le podal na štart znamenitih Žabelj. Tam se je znova zbrala nepregledna množica ljudi v pričakovanju spektakla na enih od najbolj znanih ovinkov v Sloveniji. Lani v dežju in močnem vetru, letos soncem in lepim razgledom na dolino. Velike Žablje pa očitno ne prinašajo sreče Roku Turku. Lani priluknjena guma, tokrat pa je bilo očitno, da okvara ni opravljena. Dokončno je sledil odstop, prvi po reliju Poreč 2019. Na 5. hitrostni preizkušnji so v bistvu imela problem s turbino. Nekako nam je to uspelo v polu servisu rešiti, čeprav smo malo zamudili, ampak še skozi ni bilo neke hujši drame. Potem se je pa zelo pokazalo, da je v bistvu bila napaka malo večja, ker smo tudi iz novo turbino, ko smo dali not, v bistvu naletela na naslednjih Žabljah na isti problem, na iste težave in da so pač umirila, rekel strošk, so po Žabljah ustavila, pregledala, kaj je narobe in ugotovila, da bi bilo kakršnokoli napredovanje, v bistvu, rekel, preveč časovno so že dosti zgubila in bi bilo težko karkoli rešiti. S tem je boj za drugo mesto postal boj za prvo. Marco Grossi namreč ni imel prav velike prednosti pred Lovrenčičem, jo pa je povečal na 16 sekund v prvem prehodu Žabelj. Zdaj sta Daniel Mayer in Alessandra Baumann v Peugeotu 208 R5 na 3. mestu, 50 sekund zadaj. Vredno je omeniti še boj za 4. mesto v razvrstitvi državnega prvenstva med Alešem Zrinskim in Mitjo Klemenčičem, oba v Škodi Fabiji. Zrinski drži Klemenčiča na 10 sekundah po 6. hitrostni preizkušnji. Po Žabljah sledi še en legendarni brzinec med skalami in tuneli na predmeji. Še en boj se je razživel, ki pa je zelo pomemben, kar se točk tiče. Skozi celotno dirko je Mark Škulj v dirkalniku s pogonom na prednji par koles držal par sekund prednosti pred Darkom Pelhanom. A ta je najdaljšo preizkušnjo na reliju odpeljal izvrstno in mladega Škulja prehitel za drugo mesto v generalcu. Priča smo bili še več tehničnim težavam, ponovno v diviziji 3. Jaka Valant in Marko Stopar sta zdaj pustila Miklavčiča in Šuligoja v praktično že odločenem boju. Dirka se je po vsem tem malce umirila. Drugi prehod Žabelj je dobil Lovrenčič, a samo za 3 desetinke. Na vrhu divizij 1 in 2 je tudi izgledalo že vse odločeno. Slejko minuto 53 pred Veljko vrhom, Škulj pa minuto 43 pred Klemnom Kovačičem, ki je presenetljivo prehitel Bratino na prejšnjem brzincu. Odstopila sta še Janko Čebron in Andrej Kavčič, do tega trenutka 9. v razvrstitvi državnega prvenstva. Marco Grossi je od druga na predmeji še izboljšal čas za 4 sekunde in postavil poprečno hitrost brzinca kar 109 km/h. Vse bolj se je zdelo, da bo Portorožan po Idriji lani slavil drugo skupno zmago na relijih. Treba je bilo le še odpeljati zadnji prehod Happy Žablje, kar pa pomeni, da je treba ostati zbran čisto do zadnjega ovinka. In s to napako je Marco Grossi 2 ovinka pred koncem zapravil zmago. Mislim, da bo sam najbolje povedal, kaj je šlo narobe. Na zadnji hitrostni preizkušnji, pač vse do 300 metrov pred ciljem bilo perfektno. Mislim, da so celo bila sigurno skoraj da prva. Imel sem odličen ritem, ampak ja, na koncu pred zadnjem desnem hardu bilo je ogromno ljudi, ogromno bakel, ovinka nisem videl, malo prepozno sem se spustil v bremzanje in dejansko sem videl, da bom zletel ven. Povlekel sem pač ročno, zavrtel se avto, se je uhasnil in dok smo žgali in vse, je bila ta izguba časa prevelika. Zmago sta torej slavila Federico Lovrenčič in Alberto Mlakar, Italijana v Škodi Fabiji Rally 2, ki imata na slovenskih tleh že 2. in 3. mesto iz Idrije v preteklih 2 sezonah.
Temu sta zdaj dodala še prvo mesto na 12. reliju Vipavska dolina. Sì, allora siamo molto contenti di questa vittoria, la gara è una bellissima gara e soprattutto riuscire a vincerla l'ultima prova speciale su Jablie in notturna è stato molto bello. Abbiamo approfittato di una disavventura di Turk che ha avuto un guasto alla macchina e invece Marco Grossi ha commesso un errore e noi abbiamo tenuto gas e siamo riusciti a vincere. Quindi siamo molto contenti. Pičlih 5 sekund in 60 je na koncu odločilo dirko. Na stopničkah je končal še Avstrijec Majer z ostankom več kot minute. Pod najboljšimi tremi sledijo slovenske posadke. V razvrstitvi državnega prvenstva se je na zadnji preizkušnji obetal dober boj za drugo mesto med Pelhanom in Škuljem, ki ga je na koncu dobil slednji. Zaradi napake Grossija je Mark postavil celo najhitrejši čas zadnje HP med Slovenci, kar mu je uspelo prvič v karieri. Občutki so v vsakem primeru, če lahko rečem, super, vsem zmaga in pa drugo mesto, pa četrto v generalni razvrstitvi, tako da mislim, da več kot zadovoljni ne moramo biti. Ja, moram reči, da za to dirko, kakor je bila težavna, dolga, utopla, tudi konec koncev, je rezultat čisto ok. Grossi bo domov odšel s 30 točkami, kljub napaki je namreč zmagal za kar minuto in 14 sekund. Razlika med Škuljem in Pelhanom na koncu samo 40. Zrinski je le zadržal pritisk Klemenčiča za končno četrto mesto. Tesen boj za drugo mesto je potekal tudi v diviziji 2. Borut Bratina v zadnjih 5 letih ni odpeljal veliko reljev za državno prvenstvo, a se mu to ni poznalo. S prednostjo 23 sekund pred Fakinom sta se z Lucijanom Volkom zlahka uvrstila na stopničke. Večje presenečenje je uprizoril Klemen Kovačič, ki je v karieri do sedaj uspešno končal le 2 relija. Tokrat pa sta z Enejem Bobičem sestavila odlično dirko. Za sekundo in 70 sta na drugem mestu prehitela Bratino. Seveda pa ni nihče mogel zaustaviti Marka Škulja in Pija Šumer. Kar 2 minuti in 9 sekund je znašala prednost zmagovalcev divizije 2. V diviziji 1 so posadke na prvih 3 mestih ločile še večje razlike. Martin Česnik in Kristjan Prelas v MG-u sta skozi celotno dirko držala 3. mesto in ga na koncu tudi osvojila. 36 sekund pred njima sta se na drugo mesto uvrstila že stara znanca te divizije, Bojan Velkavrh in Nina Velkavrh-Gorenc v Volkswagenu Polo. Brez težav sta v novejšem Oplu Adamu Cup na najvišjo stopničko stopila Domen in Klara Slejko, kar 2 minuti in 15 sekund spredaj. Ja, prvo zjutraj je bilo izredno težko, gor na višnje, pač vedeli smo, da bo popjeska, ne vedeli smo, da bo bladno od spodaj, če je padal dež popoldne. Napadla smo takoj zjutraj, tela smo se čim prej odlepiti od ostalih, tu nam je uspelo in potem smo samo držali konstantno naprej in vozili v nekem takih hitrosti, smo se počutili varne. Plan je za naprej zatku, na reli Velenje gremo pač po prvi zmagi, seveda gremo spet na zmago, ne. Na hitro omenimo še rezultate v diviziji 3 in Jugopokalu. Vasi Miklavčič in Martin Černigoj nista imela težav za razliko od večine tekmecev. Samo še Tomaž Šuligoj in Miloš Hvala sta uspešno prišla do cilja. V Jugopokalu je tokrat nastopalo 5 posadk, najboljša Grega Žvokelj in Martin Volk sta zmago slavila z 2 minutama in 46 sekundami prednosti pred Matijo Potrato. Tako je za nami razburljiv in nepredvidljiv razplet 12. relija Vipavska dolina, s katerim pa se zaključuje tudi naša reportaža. Če ste ogledu uživali, vas vabimo, da se naročite na naš YouTube kanal, všečkate našo Facebook stran in ko ogledu povabite še ostale prijatelje in znance. Z vami pa bomo ponovno 26. in 27. maja, ko bo na sporedu druga dirka državnega prvenstva v reliju, Reli Velenje. Do takrat, nasvidenje!